Ali ste že slišali za začaran gozd? Da bi ugotovili, kdo ga je začaral, smo se podali na Hom. Bi nam lahko Koštrela, če se ne motim, povedali kaj o tem, kaj se tukaj dogaja? Ja, v začaranem gozdu živijo pravlična bitja in živali in mi se imamo tukaj zelo fajn. Tamle gor, kot vidite, je moja koča, ne vem, če se jo vidi, tam živim jaz. In jaz zelo malo časa sem doma, ker nabiram rastline, rožice, kuham čaje, delam kremce, ampak tlele v začaranem gozdu jaz nisem sama. Ravbar je tudi tukaj in ta robant po Homu in jaz komaj čakam, da pridejo otroci, da mi ga bojo pomagali poiskati, ker mi moramo v začaranem gozdu poiskati, ime pa priimek Ravbarja, pa jaz takoj pokličem policijo začaranega gozda, da ga pridejo iskati, ker on je en velik lump, ja, prav res. Pa v začaranem gozdu živi še gozdna vila. Lahko greste tudi v škrati gozd, tam se paste škratov, ker hitro lahko kakšne hlače dol potegnejo, ko se skrijejo za drevo. Ja, pa še kaj se najde, še kaj po pot. Bomo to danes skupaj malo raziskali. Čakam otroke. Se kaže, da ste zelo dobro organizirani. Kdaj pa pridejo ti otroci? Ja, zdaj tako kakšen dan, dopoldne se pri nas oglasijo iz vrtcev pa šol, te smo zelo veseli, danes so bili z blejske šole tukaj. Potem imamo pa vsako drugo soboto v mesecu tudi vodene pustolovščine za družine. Lahko greste pa v začaran gozd tudi čisto sami s prijatelji, svojo družino, morate kupiti nahrbtnik in pol jo mahnete v začaran gozd. Noter imate tako zgodbico, ki vas vodi po poti in to je to. Otroci, ja pridite sem! So bili že pri meni na obisku, jih vas zdaj vprašali, koga so vse tam delali, ja. Živjo! Živjo. Ravbarja iščemo, ampak oni so pa pri meni rešili že prvo uganko, veste. Jaz zmeraj dam otrokom gor nalogo, da na barvno paleto razdelijo rožice in če naredijo to nalogo, grejo lahko naprej, so pa rešili tudi uganko. Koliko obešalnikov je na moj bajt? 3, evo, imamo že prvo številko. Še 3 številke, pa bomo pa lahko odprli kožarico od Ravbarja, da mi zvemo, kako mu je ime in kako se piše. Ja, res je. Zdaj gremo pa mi na gozdni lov. Policija ga bo šla iskat, bom jaz poklicala. Ampak veste kaj, v gozdu so pa tudi volkovi, družina volkov in to so prijazna družina volkov. Ampak Ravbar se pa kjer ga boji? Volkov se boji. A mi povadimo, kako se zatul, če pride Ravbar, da se ustraši. Ja. Dajmo maske gor? Nimamo. No, kdor jih ima? To je za pogum, maske so za pogum. Dajmo 3, 4, zdaj. Bravo. Evo, smo varni pred Ravbarjem, zdaj gremo pa na gozdni lov. In smo šli. Najprej smo se ustavili pri bukvi. No, da vidim, kjer je bukov list, kar dobro poglejte. A tale? Ja, imate prav, tole je bukov list, tako da lahko naredite kar kljukico tam. Ja, pa tle je praprot. To je pa praprot, a veste, praprot je pa tudi zdravilna, če kjer ga kolena bolijo. Pritajili smo glasove in korake in opazovali gozdno življenje okrog nas. Potem pa... Slišimo tudi velja, tako da lahko tudi... Kaj slišala? Aj Ravbarki? Je ali ni, smo se skupaj spraševali. Lisičji brlog namreč. Lisičke ni bilo doma, da bi se prepričali. Biti odprt starša, veš. Hodimo, raziskujemo, na gozdnem lovu smo in čaka nas veliko lepih presenečenj. Naprimer, če pogledamo skozi drevesno okence, vidimo ljubko malo gozdno prebivalko. Si tudi najdel, kdo je pa to? Ne vem. In veste, kaj se je zgodilo? Nekdo ga je ranil, lahko ga rani kdo s sekiro, ali pa kakšen lubadar ga napade. To so majhne žuželke, take čisto majhne čaručke, ki ga pojejo. In on se tako brani, da spusti smolo, kot da bi jokal. Še eno prav posebno drevo smo našli na gozdnem lovu. Velika bukov. V čem je pa posebna ta bukov? Da je zelo velika. Kaj pa vi tukaj poiščete, ko pridete do velike bukve? Napis. A morate v kakšno knjigico ali karkoli napisati? Kaj pa naredite? Knjigica. Imaš mogoče knjigico pogledati? Tukaj. Kar pokaži mi, kje je ta buka. Tukaj. In potem narediš kljukico v tisti kvadratek. In ko imaš celo stran izpolnjeno, kaj se pa potem zgodi? Odpreš
Ravbarjevo hišo in ugotoviš, komu je ime in pokličeš policaja. Začaranega gozda. Gozdne vile in volkovi živijo v zelo lepi simbiozi. Ne verjamete? Ker vile zelo lepo skrbijo za volčjo družino in ker one kuhajo njim volčjo juho, volkovi pazijo na njih. In ravbar v vilinski gozd ne upa. Se pride, ker zjagajo volki. Ja, takoj ga zjagajo, zatulijo, včasih ga kdo mu še hlače pomir. A veš, kaj to pomeni? Da ga prime za hlače, pa mu jih strga, to pomeni, da hlače pomir. Lahko pa hlač strete. Ja, to pa škratki naredijo, hlače dol, hop. Gozdne vile so zelo nezaupljive. Včasih je treba nekaj truda, da spregovorijo, čeprav imajo otroke zelo rade. Ki si padil, Drobni marjetki, medek sem pil, kot jim pa želoček, poln kot soček, bil je nalit. Sem rekel marjetki, drobceni cvetki, zdaj sem pa si. Ila, ker kdor poje, slabo ne misli in ima lepo in čisto srce. Zdaj jo pa lahko kaj vprašate. Bila malina sem. Volčjo juho za volke. Za volke? A ti lahko pomagamo? Lahko je. Boste šli nje pomagati? No, pa lepejte pomagati. Začaran gozd je eno najbolj priljubljenih doživetij za otroke, pravzaprav za celo družino. Ta zgodba se je začela v času korone, ker sem pač razmišljala, kako bi pač ljudem ponudila nekaj, da grejo lahko v svojem balončku, na sprehod, v gozd, v naravo. In začela se je Škratja pot, čez Zasipa gor, pa smo pa prišli na začaran gozd. In družine, to, kar slišimo, to, kar dobimo, povratne informacije, so zelo zadovoljne. Lepo jim je tukaj v gozdu. Kadar pridejo na vodeno pustolovščino, ko družina ne gre sama, so v stiku z nami, z igranimi liki, to zmeraj tudi zelo pohvaljajo, to igranje in to pač pristnost. Tako da tudi otroci iz vrtcev so vedno čisto popolnoma noter v zgodbi, doživljajo vse skupaj, spoznavajo, čutijo gozd. Tako da izkušnje so zelo dobre, smo pa tudi veliko povratnih informacij od tujih gostov dobili, ker pač knjigica Začaran gozd je tudi prevedena v angleščino, tako da v bistvu turisti, ki se znajdejo na Bledu, grejo lahko tudi družinsko v Začaran gozd s knjižico. Se bo pa zdaj to poletje začelo odvijati tudi vodene pustolovščine za tuje goste, tako da se že veselimo. Lucija Vidic je nepogrešljivi del ekipe, v kateri sodeluje tudi hči naše sogovornice. Tisti, ki vse popravi, pa je njen oče. Načrtov jim ne manjka, jeseni tako v Začaranem gozdu načrtujejo interaktivne predstave. Izšla bo nova avtorska slikanica. Ilustracije zanjo bo kot doslej narisala Maruša Žemlja. Pa je pa še knjižica, klenut pa rešuješ razne uganke, je tudi zemljevid. Tule pa, kakor ste že prej Brina pa Ema rekle, vse te stvari najdeš, narediš kljukica. Kuštrela nam ta dan ni hotela razkriti vseh skrivnosti Začaranega gozda. Mi smo zdaj rešili vse 4 uganke, dobili smo 4 številke, ampak vam jih ne povemo, ker pridete v Začaran gozd. In te 4 številke, s temi 4 številkami bomo poskušali odpreti tole ključavnico, da mi ugotovimo, kako je ravbarju ime. Pa pokličemo policijo Začaranega gozda, da ga pošljemo na kmetijo delati, da bo vedel, kako in kaj se streže rečenja. Najlepša hvala, da smo se lahko pridružili vaši skupini danes in upam, da še veliko otrok pride k vam na obisk. Ja, tudi jaz upam, z veseljem nekaj pridejo. Mi pa zdaj poskusimo, otroci, vam je šlo? Kako zdaj ne gre? Kako smo rekli?